pomladina nasza jest, od domowina dylо i czas, od domowina dylо i czas. Ducho stwaja nam wesolia, a serce osłaja nam, seje nasza nawolia, blaskowienek zamin Bóg. Słowiańska pomladina nasza jest, bo domowina dylо i czas, bo domowina dylо i czas. Luego, mini si recaudasi meu interviews Radio La Nación. Ja, prešen Zelo zanimivo vse, kar si povedal o Slomškovi mladini. Naslednja si ti. Že snemamo. Bodite vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli na naš virtualni 50. mladinski dan. In vesel 228. dan karantene. Če bo tako naprej, bom na koncu karantene tak. Kdo bi si mislil, da bomo novembra še naprej zaprti doma? Hvala Bogu, ima mladina Slomškovega doma živahen program za vašo zabavo. Tako je, Martin. Pripraviti program v teh razmerah je bil velik izziv, ampak smo ga veselo sprejeli. Težko se je bilo kaj izmisliti, a kot ekipa smo lahko pripravili nekaj, na kar smo zelo ponosni. Kot smo rekli, danes praznujemo 50. obletnico. Ampak ne praznujemo samo sedanji mladi. Praznujete vsi, ki ste skozi teh 50 let bili člani Slomškove mladine. Zato vse najboljše vsem, ki ste delali in se trudili, da bi mladina rasla v slovenski kulturi, veri in vrednotah. Med temi je oseba, ki je bila del celotnega procesa. Čisto od začetka. To je gospa Alenka Prijatelj. Dobrodošla. Vsem tam mladim, ki vodite to mladinsko organizacijo v Slomškovem domu, prav lep pozdrav. Alenka, kaj čutiš, da po tolikšnem trudu in neprestanem delu, ki ste ga darovali za slovensko skupnost, danes Slomškova mladina v Argentini praznuje 50. obletnico delovanja? Ta prvo, kar človek v takih obletnicah, ta prvo pridejo spomini na vse tisto delo, ki smo ga včasih nekoč mi opravljali, in potem veselje in ponos, ko vidimo, da to delo gre še naprej in da ste zdaj tisti, ki vse to organizirate, vodite, naši vnuki. Za nas mlade je tudi ogromen ponos nadaljevati s tem delom, ki ste ga vi, starši in stari starši, začeli. Alenka, kaj bi rada povedali mladini Slomškovega doma, ki danes praznuje obletnico in te ta trenutek gleda? Ta prvo čestitam ob tej visoki obletnici, vi sicer niste še toliko stari. Potem pa poglejte, v življenju ni vse samo poklic. Bog nam je dal dosti talentov in vam povem, ravno skupnost je tista, v kateri vi lahko razvijate te talente. Zaradi tega bi vam rekla, dajte delate naprej z veseljem, vam bo to koristilo celo življenje in potem boste to lahko vi tudi občutili, kar danes mi. Veselje in ponos, da to delajo naši, ta prvo vaši otroci in potem pa še večje veselje, ko bodo delali to vaši vnuki. To vam želim iz vsega srca. Najlepša hvala za tvoje besede. Res upamo, da bodo tudi naši vnuki nadaljevali s tem, kar se je začelo pred 50 leti. Hvala vsem članom Slomškovega doma za trud, za delo, za čas, za vztrajnost. Vse to, kar ste darovali slovenski skupnosti, ne glede, če je veliko ali malo, je pripomoglo, da danes obhajamo to obletnico. In tudi hvala vsem, ki nas danes spremljate v takem pomembnem in posebnem dogodku. Upamo, da se bomo drugo leto lahko srečali v domu in vsi skupaj praznovali. Zdaj pa uživajte naš program. I corte! To pa je bilo res hitro, kaj ne? Imaš prav, zdaj imamo čas, da si kaj ogledamo na televiziji. Mislim, da je zdaj Masterchef.
Ne, pustite program. Na klepet z Jano, to ti gledaš? Ja, je moj najljubši program. Slišal sem, da bodo danes zelo zanimivi gostje. Če ti praviš? Dobrodošli na Klepet z Jano. Jaz sem Jana Vjale in kot veste, sem zadnje mesece nadomeščala svojo staro mamo Tončko zaradi koronavirusa. Ker sem imela veliko uspeha, sem se odločila, da začnem z novim lastnim programom. Danes imamo posebno oddajo, ker mladina Slomškovega doma praznuje okroglo obletnico. Zato smo povabili bivše in sedanje člane mladinskega odbora, da nam malo povejo o delovanju mladine skozi teh 50 let in tudi, kako se organizirajo med karanteno. Predno začnemo, bi bom rada pokazala svoj total look. Hvala lepa Anka Smole za tak krasen outfit. Hvala lepa Viktorija Dejlo za tako elegantno uro in zapestnico. Počesala me je tati Miklavc. Mojo kožo neguje Dermoker in moj fotograf je Mati Godec. Vse to si lahko ogledate v osebnem Instagramu Afna Jana Vjale. Da začnemo z današnjim programom, smo povabili na pogovor predsednika Slomškovega doma. Marko Selan, lepo pozdravljen. Dobar dan, Jana, dragi gledalci, hvala za povabilo. Predstavljam si, da je vodenje doma velik izziv, a ti je tudi v veliko veselje. Kaj ti je najbolj všeč tega mesta? Tako je, Jana, velik izziv je biti predsednik Slomškovega doma, sicer v veliko veselje mi je, da se srečujemo, da skupaj delamo in načrtujemo dejavnosti v domu in da skupaj dosegamo cilje. Res lepa misel. Zdaj pa bomo potovali v preteklost. Kaj najbolj pogrešaš od tistih časih, ko si bil član mladine? Ja, kar najbolj pogrešam seveda je mladost, ne? In sicer takrat, ko smo kot mladi zahajali v dom, smo zelo radi se srečavali v raznih dejavnostih, športu, gledališkem področju, kulturnem področju in splošno kot druženje mladih. Lepo je bilo, smo se veliko naučili, smo radi zahajali, ker smo bili prijatelji med seboj in s tem tudi pridobili veliko prijateljstvo. Vidim, da si res užival tiste čase. Mogoče se ti danes zdi, da je vse to že daleč in da je že minilo kar nekaj let. Zato pa predlagam, da si skupaj ogledamo slike in se spominjamo še kakšnih drugih trenutkov tvojih mladih let in tudi pogledamo kakšne posnetke o delovanju prvih članov Slomškove mladine. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas. Tako si star, izmozgan komaj greš, koliko še se sprašuješ, ne veš. Včasih mislil si, le kaj bo, zdaj samo spomini ti še ostajajo. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas. In sonce zjutraj zbudilo bo svet, kot že tolikokrat, spet in spet. A za nova življenja druge ljudi nas ne bo, kot da
nikdar nismo bili. Kako gre čas, kako gre čas, kako gre čas, ljudje, kako gre čas. Spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Vse, kar nekdaj sem imel in kar imam, bo izginilo, kot da je bilo zaman. Kako gre čas, 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 kako gre čas. Res lepe slike. Da zaključimo najin pogovor, bi te vprašala, če imaš kakšno anekdoto svojih mladih let, ki bi jo rad delil z nami. O ja, Jana, veliko anekdot imam. Sicer pa nasplošno vsak trenutek je lep spomin tukaj v domu. Spomnim se pa posebno, ko smo za en mladinski dan pripravili program tukaj na našem dvorišču, ki se je imenoval Aeroštrbunk, in to je bil, kot scena je bilo eno veliko letalo, katerega smo pripravili na lepenki, in smo delali cel teden, pa še celo tisto soboto prej, in postavili, res je bila krasna scenografija. Tisto noč je tako deževalo kot želeta, ne? In sicer drugo jutro, ko smo se zbudili, smo rekli, bomo brez scenarije tukaj za mladinski dan, in ko smo prišli v dom, je sijalo sonce in je bilo vse v lepem stanju in lepo za naš program. Takrat smo res pretrpeli tisti trenutek, sicer pa nam je uspelo. In tako so bile ena anekdota za drugo, in za vsako pripravo praznovanja, mladinskega dne ali kakšne prireditve smo imeli lepe trenutke in vse to nam je ostalo v lepem spominu. Poslušala te bi cel dan. Hvala lepa, Marko, za tvoje besede in da si vzel čas, da bi obiskal naš program. Hvala, Jana, tebi za povabilo. Zdaj pa kratka pauza. Premišljeval sem o stvareh, ki sva govorila prejšnji dan, in mislim, da imaš prav. Te nisem cenil. Rad bi, da bi bila več časa skupaj, delila več stvari, midva. Oprosti mi. In? Ta je ta nov model, Poglej. Križ podaja, pravokotnik vrčne. Ne znaš kuhati in bi se rad naučil? Že znaš kuhati in bi rad napredoval? Si že krasen kuhar in bi se rad zabaval? Slomškov dom ima rešitev zate. Kulinarični klub ti ponudi najboljše recepte pod vodstvom najboljših kuharjev. Dosegljivo na YouTubeu Slomškovega doma. Naš naslednji gost bo športni referent mladinskega odbora Manteka. Lepo pozdravljen! Se lahko usedeš? Used se.
Dobro. Ali bi nam mogoče rad povedal, kakšna je bila tvoja vloga ali tvoje delo v odboru med karanteno? Ja, ni bilo lahko. Naše delovanje je bil velik izziv. Hvala Bogu smo ga lahko premagali. Organizirali smo virtualni turnir. Potrebna so bila pravilna medsebojna komunikacija. Delati kot ekipa, ne? Pravilno načrtovanje in veliko volje, ne? Kako ste se pa povezali, ko pa se niste mogli srečavati? Menili smo se po Zoomu, včasih smo imeli kakšne težave, ne? Povezava ni bila zmeraj najboljša, včasih se je malo zatikalo, Wi-Fi je tak, gre gor pa dol, ne? Oprostite, ne? V takih trenutkih ga je pa Quattro nadomestil, tako smo se hitro pomogli. Vse te dejavnosti ste sami pripravili ali vam je kdo pomagal? Ja, naš mladinski referent Janko Koželjnik, na sejah ga včasih nismo dobro videli, njegova kamera je drugam ciljala, ni imel najboljšo punterijo, ne? A vse to pride z leti. Vseeno, cenimo njegovo prisotnost, nam iz druge strani pomaga. Kaj pa ste naredili, ko pa ima Zoom omejeni čas? Nismo kupili Zoom Premium, to napako smo drago plačali, minute so hitro tekle, prvih 40 minut nismo bili zelo dobro pripravljeni, preveč smo hiteli, se nismo razumeli, ne? Pauza nam je prav prišla, v drugem polčasu smo prišli nazaj bolj umirjeni in vse je bolje teklo, ne? Kaj pa meniš o koronavirusu? On je težki nasprotnik, ni nam ga uspelo dobro obvladati, moramo narediti avtokritiko, ne? Popraviti napake in se pripraviti za revančo. Hvala za tvoje besede. Ne, hvala tebi. Dobro, pa poglejmo, če nam športnica lahko kaj več pove. Naprej, prosim, Miki. Dober dan, Jana. Miki, povej mi, česa se najbolj bojiš v času karantene? To je pa težko vprašanje, ampak mislim, da je najhuje to, da ne plešemo več zumba. Bojim se, kako bo, ko bomo lahko spet plesale. Ne bomo več tako sinhronizirane, kakor smo bile prej. Veš, kako težko je bilo slediti profesorici? Prvi dan smo izgledale. Ne skrbi, gotovo boste hitro nazaj pridobili vse, kar ste že znale. Bi rada te kaj naučim? Ja. Ti te llevo a donde quiera, todo lo hacemos a tu manera, yeah. Así que date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, date la vuelta, mami, suéltate el pelo pa' mí, date la vuelta, mamita. Date la vuelta, mami. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Kaj mi pa lahko poveš o odbojki? Slišala sem, da imate zelo dobre navijače. Odbojka, krasen šport. Že 50 let, ki v Slomškovem domu mladina igra odbojko. Spomnim se, ko mi je mami pripovedovala, kako so dobro dekleta igrale. In še naprej dobro igrajo v ekipi Slo. To so prave mladenke. In še naprej igrajo. Odbojka res ustvari stike in ohrani prijateljstvo. Pa kako? Meni so povedali, da sta zaradi odbojke Sonja Tomazin in Gregor Hribar začela hoditi. In jaz poznam še druge primere. Ne šali se. Direktor, prosim, slike. Medtem se pa medve še malo pogovoriva o parčkih.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pismi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so verjeli vanje, da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas. Vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Nikdar več ne bo tako kot včeraj, tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj, nikdar ne zabrišemo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas vezale bodo skupaj kot nekoč. Naslednja na vrsti je pa verska referentka. Tati, lepo pozdravljena. Vidim, da občuduješ Slomška. Ja, tako je. On je zavetnik doma, šole in naše mladine. Zelo nam je pri srcu. Videla sem na Instagramu, da ste objavili nekatere zanimivosti o njem. Tako je. Vsako leto septembra je Slomškov mesec. Spominjamo se njegovega delovanja, občudujemo njegove kreposti in se mu prav posebej priporočamo. Letos zaradi karantene smo to naredili virtualno. Upamo, da bo Slomšek ne le blaženi, ampak svetnik. Upam, da bo res to kmalu. Zdaj mi pa povej, katera dejavnost ti je bolj pri srcu glede vere? Ne vem, vse mi je tako všeč. Mladinske maše, duhovne vaje in srečanja, božič in žive jaslice, peči potico za veliko noč. Se ti zdi, če se spomnimo vsega tega? Prosim, zelo pogrešam te dejavnosti. A prej dovoli mi, da ti dam še Slomškovo polovico z molitvijo. In še sliko.
Naslednji pa je Puesto Fantasma. Direktor, a je to hec? Oprosti, duh. Kaj to pomeni? Sem podpredsednica. Zdaj pa razumem. Potem pa je res to, kar pravijo, da podpredsedniki nimajo veliko dela. Čisto res. Jaz samo tiho čepim in gledam in poslušam. Torej, nimaš nič za povedati? Čisto nič. Torej, naredimo kratko pauzo in potem nadaljujemo z naslednjim gostom. Zelo važno je, da imamo vedno dobro založen naš botikin v domu. Tam sem odkrila to kremo, Adermicina. Prvič mi jo je dala Mateja Hribar, ko sem v 2. razredu padla in si jo praskala komolc. Si se urezal prst, ko si rezal čebuljo za golaž? Adermicina. Si se popraskal koleno, ko si igral odbojko? Adermicina. Si se zbodal s trnjem, ko si delal butaro? Adermicina. Si se razpokal ustnice, ker si toliko ponavljal lovo? Adermicina. Si od samih živcev dobil mozolj pred igro za mladinski dan? Adermicina. Si zdrobil prst s kladivom, ko si pripravljal sceno za igro? Adermicina. Si ožmel možgane, ko si pisal program? Adermicina. Če imam botikin v domu in Adermicina v njem, sem brez skrbi. Sedaj sta pa na vrsti 2 odbornika, za katere je zelo važno, da se dobro razumeta in da imata dobro medsebojno komunikacijo. Kajti od tega je odvisno, da ima mladina vse, kar potrebuje za vsako prireditev. Naprej prosim, bivša gospodar in blagajnik. Tomi, rekli so mi, da si bil 3 leta gospodar. Bilo je naporno, kaj ne? Jaz, gospodar? Ne, niti v sanjah. Ne, ta drugi Tomi. Ja, biti gospodar je res težko delo, ne? Ja, seveda. Kaj pa je s tabo? Ne, samo pravim, da se je predvsem poznalo, da biti gospodar je zelo težka stvar zate. Ta je zmeraj kupil karkoli. Dobro, kakor sem ti pravil. Biti gospodar je zelo težko delo. Prav veliko odgovornosti je. Ampak dobro, zdaj sem samo predsednik centrale. Ja, hvala Bogu. Zakaj pa to? Glej, če bi ti še naprej bil gospodar mladine, bi že bili čist. In to med karanteno, ki nimamo dejavnosti. Zakaj pa to praviš, Tomi? Poglej, delati z njim je zelo težko, ti se ne predstaviš. Zmeraj je vse narobe kupoval. Enkrat je namesto solate kupil zelje, se predstaviš, zelje gor na pati. Zmeraj na mladinskih dnevih smo vedno obstajali brez pati. Z invalidom je kupil 180 kil čebulj, se predstaviš, 180 kil čebulj za en golaž. In veš, kaj je najhujše? Zmeraj kupi najdražje znamke in nikdar ne prosi tiket. Kvaliteta je vse. Saj veš, da pravijo, da patis v slomškovem domu so najboljši. Zakaj pa misliš, da je to?
I to je mogoče zaradi fantov, ki so precej dobri, so odlični pri žaru, kaj ne? Ja, zaradi tega in ker imamo najboljšo kvaliteto. Najdražjo. Fanta, dosti je. Vidim, da sta imela veliko problemov, ko sta skupaj delala. Tomi, kako pa si konec leta opravil bilanco, če ti on ni prinesel tikec? Glej, to je bila precej težka stvar. Kakor vsak dober in pošten blagajnik, sem narisal številke. Kdo pa zdaj slabo dela? Glej, to je bilo zaradi tvoje krive, zato ker ti si slabo delal, veš? Ne. Ja. Snogopla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Snogopla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Glej, je tam, spet sedi, tam pri strani nekam kislo se drži. Stopim k njej, da mi znak, da z nami stopi v ta korak, ki zna ga že vsak. Snogopla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Snogopla, daj pridi bliže, da slišim in začutim ta tvoj nori ritem srca. Glej jih tam, spet sedi. Zdaj pa pride na vrsto tisti, ki mladini zmeraj stoji ob strani. Tisti, ki je mlad po srcu, a zrel v mislih. Kakor veste, je v slovenski skupnosti navada, da zapustiš mladino, ko dokončno dozoriš in se pridružiš zrelim članom doma. Kot vedno pa lahko najdemo izjemo. Povedali so mi, da ima mladina Slomškovega doma večnega člana. Pridružil se je mladini in je nikoli zapustil. Edi Cesnik, lepo pozdravljen. Hvala za povabilo. Edi, mislim, da imaš ti najdaljši kurikulum, več kot pa Tomi Selan. Bil si odbornik, treniral si dekleta in fante pri odbojki, nastopal si pri mnogih igrah in kulturnih programih, igral si na kitaro in pel pri mladinskih mašah, oblegel si narodno nošo, vsako leto pomagaš mladini narediti veliko butaro in potico. Zdaj pa si tudi odbornik starejšega odbora. Ampak mislim, da je imel največji odmev tisti oglas, ki si ga naredil z Matjažem pred 10 leti. Z njim sta stopila v zgodovino mladine Slomškovega doma. Ali se ga spomniš? Tisti o svoji Sloveniji? Klasika. Oglejmo si ga, če mogoče kdo ne ve, o čem govoriva. Brala sem, da je po tistem oglasu Svobodna Slovenija imela več naročnin. Kako pa si se spoprijel s slavo? To je res. Tato pa jaz sva bila res v slavni skupnosti. Po tistem je moja igralska kariera zletela. Sem igral pri Afipu,
sem delal Chavo del 8, Kiko per Chavo del 8, sem imel turnir v Sloveniji i pričakovanje voza. Veliko dela sem imel. Vsak v domu, ki mi je srečal, je hotel en autograf ali eno sliko. Imel sem veliko dela. Zdaj si pa tukaj, res si slaven v Slomškovem domu. Mladina te ima zelo rada. Na tvoje zdravje. Kaj pa piješ, Edi? Fernet Branca, unico, edini. Jana, pa ne pozabi, da sem tudi igral na oglasu svetovnega prvenstva 2010. Res si edini, Edi. Hvala. Gremo na kratko pauzo. A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Notti magiche, inseguendo un gol. Sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura di più. Za konec smo pa povabili bodočega člana mladine. Kar naprej, Tomi. Torej, kaj bi nam pa ti povedal? Želim si, da bi bila mladina še dolgo let aktivna v domu in v skupnosti. Komaj čakam, da bom sprejet v mladino in pri njej sodeloval. Ali imaš kakšno posebno željo? Težko vprašanje. Toliko stvari bi rad delal in pomagal. Rad bi nastopal pri kakšni igri. Saj veš, moj adi je režiser. Mogoče bi pa lahko tudi potoval v Slovenijo, kot Tok. Slomškova mladina je znana po tem, da vedno pripravlja živahne kulturne programe in napolni dvorano. Imaš prav. Jaz sem šla enkrat gledat eno igro in nisem dobila sedeža. Morala sem sedeti na barri s tisto mladino, ki samo klepeta in žvižga. Zdaj, ko govorimo o igrah, oglejmo si kakšne posnetke.
Pravijo, da dan po jutru večkrat se pozna. Kdor spoznal je tebe, jutra so mu svetla vsa, ker ti lepo govoriš, ti lepo se smejiš, tudi kadar zaspiš, ti le zase živiš. Gej pa gej! Pravijo, da vsak je svoje sreče sam kovač. Ti srečo vzame zase, jaz ostanem le berač. Ker ti ljubezen deliš, ti v ljubezni dobiš, ti vzameš in greš, za ljubezen ne veš. Ko tvoje bo sonce zašlo in vrata tvoj vrt se zapro, spoznala boš svet je bogat. Ne najdeš pa ključev od vrat. Pravijo, da vsaka zgodba enkrat se konča. Kdor spoznal je tebe, konca nikdar ne spozna. Ker ti lepo govoriš, ti lepo se smejiš, tudi kadar zaspiš, ti le zase živiš. Ko tvoje bo sonce zašlo in vrata tvoj vrt se zapro, spoznala boš svet je bogat. Ne najdeš pa ključev od vrat. Zdaj si nam govoril o kulturnem delu mladine. Ali te še kaj veseli? Rad bi se pridružil fantovski ekipi odbojke. Morda bom tudi deležen kakšne zmage. Mogoče bi pa lahko tudi kdaj postal predsednik, a to je še zelo daleč. Seveda ne smem pozabiti, da vsak član mladine je odgovoren za sodelovanje, pripravo in čiščenje prostorov za prireditve. Ti imaš pa veliko volje in veliko energije. Vsak bi ti želel imeti v svojem odboru. Ampak ne pozabi, da ti predvsem tem še manjka sprejem članov. Kar pripravi se, tako te bodo sprejeli. Ej, zdaj pa tišina, dej. Nocoj ne rabiš pižame in ne velikih besed, ne razmetujo mare, hej, samo pripravi se. Nocoj ne rabiš pižame in dežnika tudi ne, ne zapiraj oken, samo prisluhni glasbi z ulice. Ne kliči 113, 113, cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi, da ulica nori, ne kliči 113, 113, cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Ne rabiš pižame, niti praznih obljub, vzemi le sandale, glej, cela zemlja gori.
smeh te objame, naj zažari oči, a naj srce se ne vname za tatove neprespanih noči. Pazi zdaj, cela ulica nori, ne kriči 113, cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi, da ta ulica nori, ne kriči 113, cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Naš program je prišel k koncu. Upamo, da ste uživali naše intervjuje, se zabavali in z nami obujali spomine o delovanju naše mladine. Nazadnje pa vas povabim, da pogledamo posnetek, ki ga je pripravila mladina, s katerim izrazi hvaležnost prednikom in domu za vse dobrine, ki so jih tam prijeli. Nasvidenje in se vidimo na naslednji oddaji. Slomškova mladina, SDO in SVZ. Blaže in Nežica kot v Slomškovi dobi. 50. nam obletnica gre v slovenski zavesti in zvestobi. Rasli smo v duhu slovenske rasti, zvesti veri in zvesti jeziku. Vemo, zakaj je Bog ustvaril ljudi. Vemo, zakaj zorimo slovenskemu liku. V domu pismo slovensko se je razodelo. Zdaj beremo gladko v slovenski besedi. Pojemo pesmi slovenske veselo, kot matere naše, očetje in dedi. V domu ste odprli nam knjige zavesti slovenstva. Odprli nam njega zaklade. Ne bomo se dali v bal tujstva zanesti, ne da bi čuvali naše navade. Hvala vam, starša, ki ste vodili v slovensko na šolo po slovenski blog. Hvala učiteljem, ki ste zgradili slovensko stezo nam na slovensko pot. Slomšek je vodil nas, Slomšek nas vodi. Veri, jeziku, zvestova in čast. Bog in Slovenija, tu in povsod, Slomškovemu domu hvala, slovenstvu rast. Lepo se je znajti v krogu prijateljev, ki imamo skupne korenine, iste cilje in se ne bojimo novih izzivov. A vemo, da vse to, kar imamo, ni sad samo našega dela. Veliko ljudi se je pred nami trudilo, da bi mi imeli ta blagoslov, da rastemo v slovenskem okolju sredi Argentine. Zato smo jim iz srca hvaležni, ponosni smo na naše prednike. Vemo pa tudi, da je naša odgovornost vse to posredovati mlajšim. To bomo dosegli le, če bomo ostali trdno povezani v slovenski skupnosti. Vsakič znova dokazujemo, da vse to delo in trud nista bili zaman. In prepričani smo, da tudi sedanje delo ne bo zaman. Danes, ko naša draga Slomškova mladina praznuje 50. obletnico, upamo, da bomo lahko še dolgo let uživali v njej in postopoma uresničevali naše skupne sanje.
Jana, pa ne pozabi, da sem tudi nastopil na glasu svetovnega presvetna 2010. Prvenstva! Odbojka je res. Res, elementar je. Me equivoqué. Pensé que seguías. Yo estaba tipo actuando. Pa medve še malo pogovoriva o parčkih. Lahko naše delovanje je bil velik izziv. Ste se pa povezali, ko pa se niste mogli srečavati. Že to. To je morda zaradi fantov. Lo de los tickets. Se apónganse como... Biti gospodar je res težko. Igual se jih tam prijeli. S kateri izraz... Ne te ne morem verjeti. Kako se organizirajo zdaj med karanteno. In nisem dobila No. Tako naprej, bom na koncu tak. Če bo tako naprej, bom na koncu tak. Če bo tako naprej... Različne dejavnosti so že to, skupaj delamo in da dosegamo velike dosežke. Saj veš, moj ati je režiser. Mogoče bi pa lahko tudi... Kot tok. Slomško... Carteles. Dina Slomškovega doma praznuje okroglo številko. Okrogla številka como la tombola. Okrogla številko. Okroglo obletnico.